Živjo! Evo, gremo na prvi sprehod. Gremo delati bivake. Evo, so prišli ovce nas pozdraviti. Čau. Ja, ker jim dajem hrano, veš. Avto se pa res, avto makne se ceste dol. Glavnica, ki jo bomo zdaj upravili, je kako iz kamna naredimo nož. Specialci, kako? Ja, vzamemo kamen. Manjši kamen in daš in poli vržiš ga v kamen in poli. In pol Ne naredi... manjše kose in poli so tisti kosi. Prav vzamem kamen. Pridite bliže, da boste videli. Ja, to je kamen. Tako, stop. Nazaj. Evo. Zato, da ne bo komu kje v glavo preletelo po nesreči. Vidi ste, ne vsi? Pejte še ful nazaj. Ne, sekunsko. Možete se nazaj, zato ker se bo odbilo lahko kakšno, a ne? Trta, ne? Ja, to je boš... Popedel, ne? Heče. Še enkrat tisto pa bo. Ne, ne bo. A ni? Kakšen kamen pa je to? Ja, ne vem. A boljši? Evo ga. Evo, to pa je. Okej? Pa bi tako lepo si ti bilo. Kaj? Ja. To sem iskal. A ja, noč, da si tam špičeš palcem. Zdaj sem to vejo odlomal, vidiš? Imamo nož iz kamna. Vidite to, kako je to ostro. Prav, če imamo nož iz kamna, lahko samo enostavno tole noter zarežemo z ostrim delom kamna. Noter v rastlino, oziroma v les, čim globje. Vidimo? Čim globje gre se lahko noter, tem boljše je. In, gledajte, to je bila tudi fantastična konica za nalog lahko, lovska. Veste zakaj? Zato, ker če puščica prileti v telo živali, se zapiči noter in zamaši luknja. Žival ne more skrvaveti, je res? In gre vesela s puščico živa naprej. Ja. Če imate pa vi na koncu puščice lovsko konico, Popolno. pa ta konica naredi večjo vstopno rano in lahko kljub puščici v telesu, če slučajno ostane v telesu, lahko žival še vedno izkrvavi. Bomo o tem pa še več povedali Traktor. lokostrelstvu. Časov. Ta traktor ne bo šel tukaj mimo načeloma, ne, če pa jaz se boste pomaknili na rob cest. On gre zdaj po oni glavni cesti. To je moj sosed. Ja. Poglej, zdaj sem šel okrog in okrog tega lesa in vejo samo nakrenem takole. Stran od sebe, se že odrezala nazaj, gor, dol in dobimo. Popolni les. Ni čisto popolna, ne? Ampak definitivno pa lepše kot tole. Ja. Se strinjate? Ja. Boste pogledali, kako izgleda ta kamen oziroma nož. Pazite na prste, da se ne porežete, prosim. Si že uporabljal, ne? Ja, se si specialci. Ne dvomim. Lepo pride, ne? Je lepa razlika, a? Ja, boš kot to. Seveda. Tole kako se to zlomi, ne? Boš kot pol. Boste pogledali nož punce, kako izgleda. Vem pa, da je tudi, da čujejo konice, kako je bila pa včasih, pa nekaj se pa nisem več kuška, se zelo dviga bolj. So bile pa tako špičke, da če si jo bom vzel, si sam se bolj Se mogo do konca naprej prebiti, a? Kaj? Se pravi, ko boste delali vrv, zdaj še nič za to, ne? Samo da vam pokažem, kaj vas čaka. Okay? Se pravi, boste naredili tako, da boste obrnili tele, vidiš, date na polovico, obrnete naokrog in združite nazaj v našo bodočo vrvico. Tako da še malo potresemo, če se bo kje padel dol. In potem morate začeti tako, da imate en konc krajši kot ta drug.
Vidite? Bi zdaj začeli na polovici, bi potli tam štukanje, oziroma dodatek te naše vrvi, ker lahko spletemo v neskončnost. Bi štukanje prišlo na tem mestu in bi se vrv ven tukaj iztrgala. To je treba vedno tako začeti, da je en del krajši, da se tudi to dodajanje materijala dodaja na različnih mestih vrvi. Ne vse na enem mestu, ker bi se potem tam vrv torej podarila oziroma strgala. Potem pokazal, kako to izgleda. Specialci se še spomnite zagotovo. Se pravi, z desno roko zavijemo to našo bodočo vrvico samo stran od sebe. Prijatelju, jaz rečem. Prijatelju. Pa pridržim, Zakaj? Ker če spustim, se mi vse, vidite, odvija. Zavijam. Prijatelju, vaš čas. In ko pride do konca, gledajte zdaj moje dva palca. Samo stisnem moje dva palca skupaj in se mi tukaj avtomatsko gor ustvari taka zanka. Vidite? Taka zanka, vidite, pride. Samo od sebe. Jaz dam sam palca skupaj, pa se ona sama zgradi. Jo primem za vrh, takole, zanko, in imate, vidite, zgornji in spodnji čopek. Zgornjega vedno zavijemo prijatelju stran od sebe in ga preložimo navzdol preko spodnjega čopka. In potem spodnji čopek postane zgornji. Pa vedno zgornjega zavrtimo naprej, tako da postane lepo okrogla, taka lepa okrogla struktura, vidimo. In preložimo navzdol. Zavrtimo naprej, preložimo navzdol. Zavrtimo naprej, preložimo navzdol. Vidite? Ves čas morate pa tukaj, vidite, s temi tremi prsti, tako držim, da se mi to ne bi odmotavalo. Ko pridemo do konca, se pravi do situacije, ko nam zmanjka materijala, vzamemo nov material In ponovi vajo. in tle enako naredimo, damo prepolovimo, zakaj? Zato, da bo enakomerna debelina po celi dolžini. Dodamo takole zraven svež material, oziroma novo pravo, in vse skupaj obrnemo kam? Prijatelju. In še enkrat obrnemo k prijatelju. In kaj se je zdaj zgodilo kar naenkrat? A se je združilo v eno. A vidite? Tako da je ena. Sploh se ne vidi, da smo kaj dodali skoraj. Je res? Preržimo navzdol. Zgornjega naprej, prijatelju navzdol. Prijatelju navzdol in to ponavljaš do konca. Oziroma dokler ni dovolj, Ko zaključujete, greste samo, takole naredite okrog prsta tako zanko in kamer kazal prst, taknete začetek te vaše vrvi in potegnete in zaključite z stopper notom oziroma zaključnim vozlom. Tako. In imamo kaj? Vrv. Čisto pravo vrv, ki je kar močno kdo poskušal strgati. Kar stegli. Ne, strgi jo. Poskusi jo strgati. Vleči. Povleci. Kar močno da je. Samo povleči. Povleči, Prejšnji leto mi niso. Zato mislim, da ni to. Ajde. Bi to dolg časa delal, bi mogoče malo bolj. Spoliraš jo. To lepo postane pol. Kamen je kriv, ne pa jaz. Ne boste strgali. Ko imate kil? Kdo dosti močen, da se obesi takole gor za ta čopek. Prim se. Pa se počasi obesi. Koliko imaš kil, si rekel? 37. Obesi se gor. Imaš noge v zraku? Imaš. Evo. Drži. Lahko imaš ti kil. Ne, ti lahko prav pogled. Koliko imaš kil? A ja, povleč, ja lahko. Lahko poskusim.
A boš tako Jastrid bi se lahko. Jaz imam 45. 20 kg. 100 torbo, ne vem. Jaz se spravim v 20, imam 32 pa. A? Ne gre, a, kolega? Tako da jaz spravim Ni šans. Lahko delate kar Ali bi hočete. lahko mogoče sploh prelomil tudi te rade. Lahko je prelomiš, se to je vrv, da jo lahko prelamljaš, pa delaš z njo kar hočeš, ovijaš, a ne? Lahko se ga zgodi rotale. Dvigniti. Dvigni Jastrid, dej Laris. Ima 20 kg, pa najmlajši. Dvignil kolega, ki ima 37. Kaj ne Ja, ja, ima ona mičkena, bo cela vise. Daj, drži se dobro. Dvigujemo. Komaš pit? Daj obesi se, čakaj. Ajde, greva. Ne strga se, ne? Ne. Ne videti. Navadne travke. Kap zadane, kača pič, kamen pade na nogo, pa ne morete nikamor. a ne? Potem boš pa reševalcem bolj enostavno vas najdete, ne? Je to smiselno? Ker bojo puščice točno kazale, kam ste šli. Je to smiselno? Ja. Okay. Se pravi, kadarkoli greste nekam na potep, a ne, vedno povejte, kdaj boste prišli domov in kam greste. A ne? In tja tudi pejte. Ne? Če boš ti rekla, grem k kolegici Marinki, v bistvu greš pa k Janezu, te bojo kje iskali? Pri Marinki? Boš tam? Ne. A se razumemo? Morate iti dejansko tja, kam rečete, da greste. Ali pa javite spremembo, da nisem pri Marinki, več sem pri Janezu. Ok? To je smiselno? Ok. Zdaj bomo na hitrco preverili, kakšni pogoji so potrebni za izgradnjo zasilnega bivališča oziroma bivaka, kot pa rečemo. Nekaj primerov vidimo že postavljenih, to je recimo bivak za 3 odrasle osebe, ne, za 3 odrasle moški konkretno, ki nudijo seveda, bom rekel, dobro zaščito pred kakšnimi padavinami načeloma, ne, seveda pa je pogoj, da je ta streha čim bolj debela, nasuta gora, ne, z odmrlim materialom, da čim kasneje voda pronica česa, ne. Bomo zdaj pokazali, kako se to postavi, metra vrvice, a ne, torej ta bivak. In je predtem treba vedno par stvari upoštevati. Pravi, ko začnete zbirati lokacijo, kje boste nočili, je zelo pametno, da recimo niste čisto na vrhu hriba. Zakaj? Da ni plaz. Ker? Plaz ali pa da ni... Ne plaz, Strele. ne, veter, A mogoče prepih, skozi imate prepih. Skozi se vam bo kadilo nekam ali v glavo ali stran od vas, skozi boste odvideli. Če boste malo pod znožjem, oziroma torej malo pod vrhom, se proščam, lapsus, malo pod vrhom hriba bo 10-krat boljše. Boste imeli večje zavetje. Ampak je lahko problem kaj? Kakšne klančine, a ne? Pravi, bivak si vedno postavite na čim bolj ravni površini. Zakaj? Ker če je strmo, da si dol glavo, ti lahko gre glavo. In In tudi zdrsni. lahko tudi umre zaradi tega, ne? Veste to? prvo dobiš glavo bolj, pol. Ja. A ne? Če se ne zbudiš, pa če ne odreagiraš in tako naprej. To je ena stvar in druga stvar, ne naspi se dobro, če se skozi premetavaš, pa se po možnosti pa še odkatališ iz palkov red dol v dolino nekaj. Se v bivaku nima spalke. Kaj dobiš? Minusavro. Minusavro. Ja, če preživiš, jo dobiš plus. Če pa ne, pa ne. Dobro. Najda sem vrl. Našel si vrv, odlično. Ok, kaj rabimo za postavitev bivaka? Za bivak rabite 2 rogovili, torej 2 Y, ki vam segata saj do pasu. Vidite, da sta za mene malo preniska,
za malo, za 5 cm recimo, in seveda pogoj, da sta enako dolgi, obe, a vidimo? Približno, vsaj, ja, tako, a vidimo. In pa rabite eno palico, ki je višja od vas, ko stegnete roko. Ta je za mene malo prekratka, za vas bo ok. Vse to boste uporabili. Ena skupina bo šla podreti tiste bivak, ena ima pa že tamle podrgal, pa samo na novo sestavite. Ker ga prejšnja skupina ni uspela postaviti sploh. Kaj? Ja. Pač tako postav, da stoji, misliš? Ja. Vidiš, da nič ne stoji. Posebej podira. Mislim, točno tako, ko vidiš, so opustili in ena skupina je prav naredila, ta druga pa naredila, ne vem. Wow. Sploh nismo rabili vode polivati. Ja. Smo vode rabili polivati, ker so tomatsko izgubili, ne? Joj. Aha, na koncu, ko boste postavili vsaka skupina svoj bivak, polijemo na vsak bivak enako količino vode in tisti vodja, ki je bolj moker, pač svoja skupina potem pomiva posodo. Pa da ne bi prej probavali sami vode zlivati, ker vam bo steklo pol. Vodja skupine je vedno specialc. Jaz. Pač, ja, a ste vsak v svoji skupini, a ste skupaj. Skupaj sta. Vsi smo skupaj v treh. Ja, vsi specialci so vojni. Jaz sem bom Ti si pa glavni. v drugi skupini. No, ne, v prvi. Ona je tudi v prvi. Vsi specialci so vojni. Ja, jaz sem. Vsi specialci ste v Ja. prvi skupini, to bo treba malo razdeliti zdaj. Ne. Ja. Dobro, je res, da ni fair. Ni fair. A nisi ti od zadnji bil? Naša skupina sploh nima specialca. Ja, Glej, za te skupine v prvi. bo Valentin vodja druge skupine. Ja. Prav? Ker bo Kaj bo prve? prve bo Bravo, Valentin. za Čestitam. Sem vroča pa zakrepati. Ja. prosim. Ne. Prva vrsta je prva skupina, druga vrsta je rogovilo prvo. In z drugo rogovilo zagrabimo in palico in rogovilo hkrati. In dobimo obliko črke A. Močno je to. In to je zelo, zelo močno, a ne, če pokažem takole. A tok velik bivak bomo rabili narediti ne večjega? Kako? A tok približen velikega bomo rabili narediti Ja. ne večjega? Ja, če hočeš, lahko ta To, da gre zgodi. vodje vaš noter se vležati, a ne? Tak kaunle bo zgledal na koncu. Upam vsaj. Kaj pa kot dole? Tega zgodi. Kako? To so delali odrasli fanti. To je bila druga zgodba. To je pač ogromen bivak. Jaz se tudi več časa dela, več materijala rabite gor dati, a ne? A niso uspeli. Ena odrasla oseba rabi za takle bivak postaviti 3 ure. Vi boste imeli časa 1 uro. Kjer bi vas? Tak A bivak. To je manjši. Bomo imeli pa srečo. A sem vam rekel, da to stoji? Ja. Kaj porušilo, no? Prav se gre lahko medved čez ali pa skoraj tank, pa ne bo sploh vedel, da se spoštoval. Tank bi, no. Pa to je tona. Medved. Še porajtev ne bi. Sam čez to. Ja. Še nič pogledal. Vse bi padlo. Ja, njegova teža se tudi na 4 noge razporedi, a ne? Nas si sam na 2. A je res? Ha? Tako. Ej, ne pretiravajte. Samo malo, pazi zdaj to. Lej, kaj bom zdaj naredil? Lej, zdaj to, pejte dol. Pejte dol. Zdaj bom vzel osnovo stran, pazi. In se bo vse razvrnilo. No, ostalo bo. Noče kar stojišča. Te stoji. Se pravim. Ja, če pohodiš, bo pa padel. Ne bo.
Tudi gor hodiš, še vedno. Tako je lakičko moč greš še gor, pa ne bo nič padlo. Eden po eden. Jaz grem gor, pa ne bo padlo. lahko vzeli. A? Ja. A zdaj ne boš kam padel na nos ti, kolega. Ja, pa pejte dol zdaj, pejte dol. Malo. Spusti, spusti. Spusti, spusti. Itak se ga bo podrlo. Tega boste reciklirali. Poslušajte vodjo, no, kaj govori. Ajde, razporedite si delo. Saša, daj jasna navodila. Ja, jasne. Evo. Astrid, ti si prva skupina, tam je prva skupina. Ti si v drugi skupini ali prvi? No, vi ste dol, Astrid. Ne, Valentina smo dali v drugo skupino, ker ni niti enega specialca v drugi skupini. Meki kje? Čičerija. Ni čuden. Zanimiv. Lep. Za primorce. Ja. Kaj jaz, ki sploh Dolencev ne razumem, živim tle in jih ne razumem. Jaz sem tudi Dolenc. Jaz sem tudi Stanaše, kaj povem. Prav jale, vem, sem razumel. Kaj te zanima? Ali to vem, kaj je, kaj te zanima? Ker začnite pokrivati, veš, Valentin. Od spodaj gor smo rekli, nalagate material, ne? Tako. Ja, to si zgori bo verjetno prišlo največ vode. Ja, pretiravajte z nasipanjem materijala, gor se specialci že veste, itak. Vi ste... No, da bi pogledala, kje so lučne vse listje name. Resno? Ja, A si šla neprevidno, ali kako? ne sem šla v škole in potem Ja, zato ker tresejo, veš, pa mečejo gor listje zdaj. Super, 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 dobro vam gre. Kaj, ni preveč listja. Nikoli ni preveč listja. Preveč listja. Ni preveč listja, nikoli. To imaš prav, Saša. Vedno dodajo. O, bogi oni. Oni niti liste nimajo. Seveda imajo, tam niso še začeli pokrivati, a ne? Valentin. Evo, super. Tu bo pa naskrbnejši. Nekaj ima tu vej. Super. Ajde, kar začnite ga prekrivati. Dobre. Kje je lukna? Od spodaj pa navzgor začnite dodajati listje, prosim. Od spodaj, ne z vrha, kolegi, ker vam vse pada čez, lej. Od spodaj navzgor. Tako. Tako, da se nalaga gor na kupček, pa ne bo šlo nikamor več. Če boste pa z vrha metali, se bo pa vse dol sesul. Materijala imate več kot dovolj. In zelo dobro gre tudi vam, vas moram pohvaliti.
Pretiravajte z dodajanjem materijala, kajti leta bo preprečil vodi, da pride do vas. Saša, ti si vodja, a? Vidim, da bi res ostal suh, a? Se zelo trudite, zelo dober. Zelo dober kaže. Še od zadaj pretiravajte na polno. Boš dal to gor na bivak. A, imate antenco. A, rok? Sem mislil, da imaš anteno za radio. Dober bivak ste postavili, bravo. Kar vsi sodelujemo, vsi nosimo listje, od spodaj pa navzgor ga polagajte, prosim vas. Valentin, od spodaj pa navzgor, prosim. Če ne, se ti bo vse noč sesulo. Pretiravajte z materialom, nikoli ga ni preveč, ok? Imate ga pa dovolj, prav? Sigurno ga imate dovolj, več kot preveč, tako. Kako si? Takeri si zdaj ti z nami? Pa to tebe najbolj čuva, ne? Takeri si z nami? Oni smo mimo noši in ga... To četrtič? Petič? Meni se zdi, da tretjič. Tretjič? Ali četrtič? Meni se zdi, da večkrat. Ja, večkrat, a ne? Če štejemo po tednom. Ja, po tednih, koliko? Včasih sem šel na 3, Ja. na 4, že več kot 10. Ja, približno 10, a ne? Kitacga, super. Naš stari specialc. Samo dodajate material gor, pa je v redu. Samo mečite, ne gledajte preveč, samo mečite gor in to je to. Ker škoda gledati pa zgublja časa, ne? Seveda. Smo rekli, da je treba postelcev tudi narediti, ne? Da ne bo šef na umazanih tleh ležal. Ni še konc, kolegi, jaz bom rekel, daj bo konc. Še koliko časa pa imamo? Ne povem. Že bo.
Čakaj, da preverim. Še 10 minut. Ajoj, pa dovolj za to prekinitev. Fantje, ni dovolj, boste videli, da bo pač šef moker, če ne boste dodali dosti materijala. Pejte k njim pogledati, kako ima na debelo. Saj pejte pogledati, če mi ne verjamete. Gre se pa za to, da voda ne pride česa, ne? A je razlika? Ja, je, kar je, meni se zdi. Ja. Pretiravajte z dodajanjem materijala tudi vi. Valentin, Imamo še dovolj tukaj še. še 10 minut. Slabih 10 minut. Daj mi si drugega. Kam. Kje so kupili listja? No, če ko vzameš kupi listja, prisem, imamo zakopam. Koliko bi češ? Koliko? Samo nametavajte gor, pretiravajte, nič ne bo preveč. Se vidi, da to zdrži velike teže in se ne bo nič podrlo. Okay? Bravo, kolega, zelo dobro si se znašel. Ja, ti tu imaš pa še. 8, To celo lupi. 7, 6, 5, 4, 3, Dva. Tu imamo celo lupi. 1 in gor. Bravo. Ovako pa ni bilo že dol. Ja. Bravo, obema skupinama. Moram vas oboje pohvaliti. Ko mi čakam izid. Sicer bomo pa res preverili, ne gre drugače, a ne? Oba sta na pogled mi tale deluje bolj prepričljiv. Ja, mislim, zastavu imamo. Ja. No, tale mi deluje bolj prepričljiv, veste zakaj, ne? Ja. Ker je res ogromno materijala gor naloženega. In je logično, da bo verjetno kasneje voda prišla čez. Ma, Ni pa nujno. Bomo videli. Šef, Ajde, Saša. prve skupine. Bo kar v zgor. Oj. Ne, bo kar na ustrojanje, ker ga upadne. Ja, liter pa pol. Kje čutiš? Pa da umir to samo. To je orak naliva, ne? To je oranž naliv, ne? Zdaj, če bi pa luknjico naredili, bi bilo pa... Kabum. Bi bilo bolj tuš Zdaj varianta. se natuširamo ali pa zlijemo gor. Ne. Če je pravilno narejen, bo voda šla v stran. Kaj če malo? A kje čutiš? Dobro, počakaj. Dvomam, da kaj čuti. Pa kaj tu? Preveč materijala smo dali. Nikoli ni preveč, še bi lahko dal. Točno tako. Ja, to vem, no. O voda Kaj imaš to na nosu, vodo ali znoj? Če mu ni nič kapljalo, nima najti. Jaz mislim, da lahko kar prideš ven. Noč njemu. Wow. Čisto. obrni se. Brez ene kapljice. A se strinjate? Ja. Ja. Fer? Ja. Fer? Ja. Ok. Ja, jaz tudi dvakrat. A si, Valentin? Iskra. To malo razpada. Kaj?
A kaj čudoš? Kaj se zgodi, če... Če bo oba... To prosim puščite, da ne bi komu padlo na glavo, ker to te neč vpraša, koliko si star, čigav si, a si zdrav, a nisi, samo pade na glavo in boli. No? Kaj se zgodi, če nobeno dobi kapljice? Če nobene dobi kapljice, bomo morali, bomo pač po debelini strehi morali oceniti, ne? Ma ja. Tista, ki se je bolj ocenila, prej ocenila kot debelejša. Pridi Valentin ven, A kaj čudoš? da vidimo. Stalno te bo kaj, stalno. Jaz pa ne. A si moker? Malo. Kje? Malo, ampak je. Ampak to je več tudi zaradi zemlje. Zakaj bi vzamla dva? Čakaj, ti obrni se. Obrni se. Čakaj, pribor sem, da vidimo. Ja, poritnimo je kapljak. Zmaga. Ja, žal. Prva skupina je zmagala. Ej, ste bili pa vsi ful dobri. Ja, Boji res. pohvale vredni, ampak veš. Taki bivakov že Tukaj dolgo še ni bilo tako dobrih, res bravo. Materijala na bivaku ni nikoli prej. Malo kukova je gor. En aplavz bomo naredili vsem skupaj. Vsi ste imeli pa enako časa, drži? Ja, drži. Velja? Ok, gremo v zbor. Pobravi. 92 metrov visoki Primskovi gori so ostanki obrambnega tabora iz časa turških vpadov. Po ustnem izročilu je bilo tabor nepremagljiv. Sredi ostankov tega obzidja stoji lepa Božja potna Marijina cerkev. Na vzhodni strani obzidja stoji manjša cerkev svetega Petra. Tretja je cerkev je svetega Nikola, zraven zaključenim presbiterijem. Poleg vseh treh cerkva goro krasi tudi ena najstarejših lip v Sloveniji. Tu je tudi grob Jurija Humarja, čudodelnika s Primskovega. Bravo, lepo si prebral. A, potem nam tu je. Kdo gre? A da vi, ki greste peti sam? Hajde živa, bravo. Korajžna. Po desni strani ceste tečete do vrha, kdor pride prvi do cerkvenih vrat, glavni, dotakaj. Prav? Ostali so pa Cerkven. cerkvenih vrat. Pod turnom so ena vrata, katera vodijo v cerkev. Tiste kljuke se moraš dotakati. Prav? Pripravljeni? Pozor. Zdaj. Po desni strani ceste. Ajde, gremo drugi gor. Dajmo. Mi pa peš, oni tečejo, mi pa bomo hodili, ne? Ja. Ma do gor bomo prišli, Leon. Korajžno. Ja. Dejansko tudi, če rabiš še en bivak, ne, za eno noč, bi se lahko skrili tukaj. Pa sej, Ne? ne sem tam ti bo gor. Pa dobro, se daš vedeti, lele čez. Ja, vsi bi se znajdli. Lahko imamo videti. Daj da vidimo, koliko gre največ. Koliko nas gre ti? Malo. Tukaj je ful dobro, ko ni tako vroče. Ja, je bolj hladno notri. Če pa se podmaknem tega. Dober je. Čuje tlele noter. Nik, kako je vroče. Ja, ne. Ma smo zdržali, smo bili pridni. Super smo bili. Koliko vas je za enkrat notri? 1, 2, 3. A gre še kdo not v drevo? Jaz grem. Jaz bi se sam noter. Daj, daj. 5 nas je že. Wow, in to sami veliki. To je ta luknja. Ja. Jaz si ga želi iti naj, ten naj pride. Lejc. Jaz sem klepo. Ne, meni se zdi, da ti nos. Ja, boš pršel. Ne, jaz grem. A te je strah pojko? Ne, sem. Pričite. Čakaj, daj še nik, da gre notri. Pa še kole je še prostora tu. Ja, sigurno bi vas šlo še. Ja.
Ajde, mi boste vsi pomahali. Zdaj zaradi, Čau! zdaj zaradi tega grem jaz ven. Daj pokliči še. Super.